Tudi pri nas na inštitutu smo pred leti delali raziskavo, v kateri smo vzorčili več 10 izdelkov, ki smo jih kupili v lekarnah in pa preko spleta. In zelo zanimivo, najcenejši izdelek, ki smo ga takrat testirali, je bil seveda kupljen preko spleta in ni vseboval prav nič od tistega, kar je bilo navedeno, da vsebuje. Kar pomeni, da dejansko tukaj tveganja so. Eno je kakovost, drugo je pa tudi varnost. Še večje tveganje kot to, da kupimo nekaj, kar ne vsebuje nečesa, kar je obljubljeno, je to, da kupimo nekaj, kar vsebuje nekaj, kar predstavlja tveganje za zdravje. In če pogledamo poklice prehranskih dopolnil v Evropi, najpogosteje se dogajajo na področju prehranskih dopolnil, ki so najbolj zaželena, to je na področju zniževanja telesne teže. Ugotovimo lahko, da recimo v Evropski uniji je bilo doslej 80 poklicev prehranskih dopolnil zaradi dodanega sibutramina, to je farmacevtska učinkovina, ki se je v preteklosti uporabljala pri hujšanju za zmanjševanje apetita. Od leta 2010 je naprej prepovedana in od takrat se sistematično uporablja v potvorjenih prehranskih dopolnilih, ker so le ta bolj učinkovita, hkrati pa predstavljajo zelo veliko tveganje za zdravje.